Dr. Edvard Kobal je doktor kemijskih znanosti. V obdobju med leti 1994 pa do letošnjega leta 2018 služi kot direktor in sedaj predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije. Posebno pozornost v svojem poslanstvu namenja upravljanju znanosti, odkrivanju, razvijanju in usmerjanju otrok in mladostnikov ter komuniciranju o znanosti, v znanosti ter za znanost. Razvija in uvaja nove modele podpornikov znanosti, njihovo napredovanje in uveljavljanje. Je avtor več strokovnih in poljudno-znanstvenih publikacij. Dr. Kobal je od leta 2012 tudi izvoljeni član prestižnega globalnega omrežja komunikatorjev znanosti The Heredity Club. Leta 2015 je bil nominiran za Delovo osebnost leta in leta 2017 je predsednik Republike Slovenije za njegov večdesetletni prispevek promociji znanosti na Slovenskem odlikoval z medaljo za zasluge. Lepo pozdravljam, dr. Kobal. Hvala lepa za predstavitev. Lep prisrčen pozdrav. Prinašam ga tudi iz Ljubljane, iz Slovenske znanstvene fundacije, iz včerajšnjega srečanja, ki je posvečeno današnjemu dnevu. Prav danes, 10. november, je na predlog UNESCO Organizacija Združenih narodov proglasila za Svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Včeraj smo v Ljubljani priredili z Evropskim centrom za mir in razvoj ter sodelovanjem z Visokošolsko organizacijo za fizioterapevtike in Slovensko znanstveno fundacijo posvetovanje oziroma nacionalno konferenco o vlogi znanja in znanosti pri varovanju zdravja. Torej, letošnja tema svetovnega dneva je znanost moja oziroma človekova pravica. Pravica, da se ukvarjam z raziskovalno dejavnostjo in na drugi strani, da jemljem sadove, ki jih prinaša znanost, da uporabljam znanstvene dosežke v svojem življenju, za svoje življenje, kvaliteto življenja in seveda za svoje napredovanje. In naročili so mi, da vas prav prisrčno pozdravim in udeležencem te konference. Veselim pa se, da tukaj, kot sem že rekel, poteka danes to posvetovanje oziroma ta prvi simpozij, ki je mini, ampak mislim, da ta mini lahko kar izpustimo, da je kar primeren, ker simpozij pri starih Grkih niso imeli relativno velikega števila ljudi, predvsem kjer so potekali, nekateri morda. Torej, najprej bi nakratko povedal, nove paradigme, seveda se v znanostjo s tem srečujemo, vendar se postavlja velik vprašaj. Nove paradigme, predvsem ali na Slovenskem kdo ukvarja z njimi, prav se ukvarjajo nekateri, morda mislim pa, da je tega ukvarjanja seveda premalo. Ali so to zgolj v svet odprti ljudje, znanstveniki, znanstvenice, ki komunicirajo znanost, ki sodelujejo z raziskovalci po svetu, torej slovenski intelektualci, da seveda so. Niso prav gotovo, ali so številni, to je že drugo vprašanje, na katerega malo težje odgovoriti, ker vsi se ne deklarirajo javno, v kateri vrsti alternativne oziroma klasične, če gledamo stabilne znanosti, pripadajo. Ali zgolj sanjajo in razmišljajo o nujnosti novih paradigem. Ta stavek sem vzel iz literature, slovenske literature. Vi poznate Brino Smith, poznate verjetno tudi Petra Kolška in ona dva sta pred leti izdala knjigo, kateri sta komunicirala med Ljubljano in Parizom, in v eni izmed teh slučajno mi je prišlo pred meseci, preden sem zvedel, da bom povabil vsem, ampak sem rekel, zelo dobro je tudi to uporabiti. To se pravi, literarni intelektualci na Slovenskem so razmišljali o novih paradigmah, postavljali ste jih pod vprašaj. Kozmopolitska Brina v Parizu in seveda tudi dokaj kozmopolitski Peter Kolšek v Ljubljani. Postavljali ste se in se sprašvala, in se ne samo sprašvala, ali so te nove paradigme na Slovenskem možne, se dogajajo, prihajajo do njih ali ne. Ampak ste seveda tudi rekla, verjetno je teh paradigem malo ali oziroma skoraj da nič. Pač to je zelo taka posplošena ocena, s katero se morda tukaj prisotni ne strinjamo, pa vendarle, ker ste se vprašala, da pride v nekem okolju do nove paradigme, je običajno potrebno, da imamo neko institucijo, nek forum, nek intelektualen forum, ki proizvaja, ki pospešuje, ki promovira ustvarjanje novih alternativnih paradigem, torej paradigem v družbi, v znanosti. Na drugi strani sta pa rekla, ne obstaja nobena korporacija, ki sicer ni usmerjena v znanost, pa ne, če govorimo o korporacijah, po osnovni klasifikaciji,
vendar ima nek duhovni vpliv. Teh vplivov, teh korporacij je tudi danes ne samo na Slovenskem, ampak v bistvu tudi na Zahodu in drugje relativno malo, ker imajo drugo prednostno lestvico svojih vrednot in svojega poslanstva. Skratka, ves svet, ne zgolj slovenski, ne zgolj srednjeevropski, je tukaj pred nekim morda manj zanimivim, manj aktualnim območjem atmosfere in oblakov, nad katerimi so, ker sicer danes so tukaj oblaki zelo lepi. Pa vendar se vse vedno začne pri posameznem raziskovalcu, pri njegovi osebni paradigmi. Ta paradigma je običajno vzeta iz področne paradigme. Mi kemiki, ja pripadam pač kemikom, imamo svoj pogled oziroma imamo svojo paradigmo, se pravi neka pravila in neke metode, ki jih uporabljamo pri znanstveno-raziskovalnem delu, da pridemo do napredka. Ali so to dokaj klasične, dokaj establirane, že uveljavljene, ali pa prihajamo tudi, torej ustvarjamo in delujemo po novih. Tukaj gre torej še za to vprašanje. Skratka, po drugi strani pa vemo, ne samo v srednjeevropskem prostoru, ampak v bistvu tudi na Zahodu je relativno, in to veliki ljudje, ki se ukvarjajo z zgodovino in filozofijo znanosti, priznavajo, skoraj da zelo malo je, da skozi edukacijski proces bodoče raziskovalce navadimo na stvarjanje, na delovanje na novih paradigmah. Govorimo o posplošeni oceni seveda tega. Skratka, dan je majhen pomen paradigmam procesu oblikovanja novih raziskovalcev. In samemu raziskovalčemu prakticiranju. Zato je dokaj velik del raziskovalcev ne izbere oziroma ne deluje na novih paradigmah, ampak je nekaj takega, bi rekli, povprečnega. Čeprav je to narobe, torej ni dozorelo, ne prihajajo v višje stopnje, ki so nujne, da se človek tudi kot raziskovalec bolj popolnostno uveljavi. Vsaki resni razpravi o znanosti, torej imamo ta odnos, ki ga postavljamo med paradigmo in raziskovalčevim delovanjem, njegovo disciplino. On povzema iz te splošne, smo rekli, področne raziskovalne paradigme in mora pa imeti izdelano tudi svojo, ker pa se, če tako rečemo, ne nauči skozi proces oblikovanja raziskovalca, je zelo zanimivo, kako na različne načine ljudje vendarle presegajo tisto osnovno in se uveljavljajo, in tukaj imamo prav gotovo danes nekaj takih ljudi, nekaj takih slovenskih znanstvenikov in drugih, ki so bili povabljeni znanstvenic, ki bodo predstavili konkretnejša področja, kot je moje področje, čeprav moje paradigme nastaja predvsem na področju komuniciranja znanosti, kakor je bilo že napovedano. Torej, kot sem rekel, raziskovalci pojem paradigme razumemo predvsem kot nabor pravil in metod, na osnovi katerega delujemo. Osnovni produkt znanstveno-raziskovalnega dela je vedno znanstvena informacija. Ta znanstvena informacija ni že v začetku informacije, ampak je v začetku dosežek raziskovalnega dela. In dokler teče zgolj komunikacija med kolegi, še ne govorimo o znanstveni informaciji, ki jo uporablja človeštvo. Če se pač odločimo, da je znanost ustvarjanje znanja, ki je v zakladnici in vlasti vsega človeštva. Če pa gledamo na to drugače, potem se seveda pojavljajo tudi druge ocene in druga delovanja na tem področju. Torej, raziskovalci na začetku proučevanja določenega raziskovalnega problema postavimo hipotezo in jo potem poskušamo s sklepanjem seveda pripeljati v smeri rešitve. Raziskovalci verjamemo v vrednost postavljenih hipoteze in seveda tudi da je to ključ za samo razrešitev problema, s katerim se ukvarjamo. Tako se soočimo z osebno paradigmo, ki smo rekli, da je nujno, da jo imamo. Kako daleč pa gremo s to osebno paradigmo, se seveda postavljajo pa med raziskovalci velike razlike. In ko se ukvarjamo, ko imamo oblikovano, ko smo izoblikovali to osebno paradigmo, najprej določimo oziroma teče proces predparadigmatske stopnje, v kateri zgolj razmišljamo, kako bomo rešili nek problem. Nič drugega. Razmišljamo in iščemo rešitev na tem področju. Potem pa razmišljanje širimo in ko pridemo do neke točke, ki pomeni prehod, ki pomeni preobrat, potem pa lahko gremo naprej v raziskovalnem delu.
Se pravi, marsikdaj, in tudi ko učimo mlade ljudi spoznavati raziskovalni proces, ga pred desetletji niso nikoli skoraj, da oziroma majhnem številu postavili, da je potrebna hipoteza, ampak so bi rekli po domače, torej skočili na sam proces raziskovanja, ker se jih je ta tako okupiral, ampak postaviti domeno, kako bomo rešili problem, kaj bo tukaj tisto, je zelo pomembno. In še nekaj je pomembno. Šele v zadnjih desetletjih se pojavlja v svetu in mislim, da prihaja in je tudi prisotna pri nas, čeprav še ni dovolj v spredju, imenovane advanced research, advanced technologies in druge stvari, ki seveda spreminjajo, kaj je tam pomembno. Pomembno je, da mi znamo kot raziskovalci svojih že upravljenih raziskav oblikovati novo podlago za raziskavo, ki bo tekla na mnogo globjem nivoju, kot so tekle dosedanje. In ko to vemo, se s tem ne ustavimo, da je to edina stvar, ki jo tukaj naredimo. Tukaj razmišljamo, kot smo rekli, ta deduktivni, torej hipoteza in sklepanje je izjemno pomembna stvar pri tem, pripeljati torej to razmišljanje tako daleč, da lahko začnemo raziskovati. Tukaj je zelo pomembno, da si vzamemo dovolj časa, da si raziskovalci vzamejo dovolj časa in potem gredo naprej. In seveda že v tej fazi razmišljajo, če je seveda, kakšna pa je možnost inovacije pri tem in pod kakšnimi pogoji bo prišlo. In če govorimo na naslovno-tehnološkem, tehničkem področju, seveda govorimo potem iz inovacije naprej tudi do prototipov in končno do proizvodov novih in storitev, ki pomenijo, katerim šele podjetja pristopijo v smislu komercializacije. Ta veliki del procesa, žal v mnogih državah sveta, pa tudi če ste brali prejšnji teden v sobotni prilogi, eden izmed dveh avtorjev, oziroma avtorja sta Babič in Jože Damjan, sta v bistvu podala nujnost dovolj velikega financerja, ki je običajno država. Država se tukaj do same izvedbe, torej do same komercializacije ne more umakniti iz teh procesov. Ne samo pri nas, ampak tudi v državah, ki so bogatejše, ki dajo več za znanstveno raziskovalno dejavnost. In ob koncu bi morda samo še to dodal, da v bistvu pred 10 leti približno smo začeli razmišljati v smislu, da je treba tukaj spremeniti, da dovolj zgodaj začnemo raziskovalci, torej pripravljati nove generacije raziskovalcev, zato smo ustanovili raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike in potem še podporno okolje Idea Lab, v katerih se te stvari s študenti in doktorskimi študenti in mladimi doktorji znanosti razvijajo naprej. Jaz bi rekel, da je to moj prispevek, ker nisem govoril o svojem strokovnem področju, ampak vendarle nekaj uvoda naredil v smeri, ki se mi zdi bistven in da bomo tudi sami več razmišljali o paradigmah, predvsem o novih paradigmah pri znanstveno-raziskovalnih dejavnostih.